pozdravljeni v avtomobilnosti in pozdravljeni na zaključnem dejanju letošnjega poletja. V današnji oddaji boste spoznali finaliste, ki so kar nekaj časa tekmovali oziroma nabirali všečke v našem natečaju Share Dunlop Spirit. In le eden oziroma le ena ekipa bo tista, ki bo na koncu odšla na avanturo poletja z avtomobilom, 7.000 evri v žepu in pa seveda potjo ter polno napotkov, ki jih bodo danes dobili tudi tekom današnje oddaje. Tudi v avtomobilnosti se še kako dobro zavedamo, da danes, če nimaš fotografij na Facebooku in Instagramu, velja, kot da nisi bil na dopustu. To reče človek, ki nima ne Instagrama, ne Facebooka, ampak dejansko, če je včasih če se je dopust meril po tem, s kakšno barvo si prišel nazaj, se zdaj meri s tem, s kakšnimi objavami oziroma s kakšnimi fotografijami. Eni ne merimo tako. Ja, in tudi o tem v današnji avtomobilnosti. Pred nami je torej zaključno dejanje natečaja, v katerem bo ekipa mladih vlogerjev prejela 7.000 evrov in avto za 3-tedenski road trip. Po Evropi oziroma kamorkoli jih bo že pot zanesla, a zagotovo jih bo pot morala popeljati do dežele ovc, dud in moških v krilu. Glavni cilj potovanja je obisk rojstnega mesta gospoda Dunlopa, ki je pred 130 leti ustanovil, izumil zračnico. Ni glavni namen samo doseči cilj, ampak je pomembna tudi pot, kako priditi do tega cilja. In predlagamo, da nam finalisti že kar takoj predstavijo idejo glede trase. Ves? Naj ti. Gremo miksace. Ok. V glavnem, začeli bomo v Ljubljani. Ali pa na gradu Podvin. Čez Grozd Glokne. Prvo smo razmišljali o najlepši cesti na svetu, ta Stelvio pas. Do Monaka in potem čez Liechtenstein v Nemčijo. V Nemčiji je ena pot romantične štrase, se imenuje, ki je tudi baje romantična, oziroma zelo... Amerika ima 66, Evropejci ima pa 69, to zadnji v Avstriji. Bi šli v Belgijo, ker so neke naravne jame. Potem je Rotterdam. Ja, tisti San Mišel, ali nekaj sazga se reče. San Mišel je ona, ki je drugač vse oblito z vodo, oboseki se pa dejansko da pride do mesta. In pa smiselno je, če pogledati ta, ker je Loch Ness Monster. Potem pa London, Manchester, Liverpool, Birmingham, še Glasgow, Edinburgh. Kaj moramo za tebe obiskati? Pariz, Eiffel Stolp. Eiffel Stolp. Benetke, potem pa naprej. Ok, tukaj zdaj mi nabijamo, v bistvu naš stil potovanja je čist spontan. Nikoli, ne vem, na zadnje 5 potovanjih nismo imeli splanirani niti malo poti. Če imaš cilj, boš našel tudi pot. Mislim, da ne rabim nič dodati. To so torej popotniki. Kdo pa bo njihov proda? Potegem dol. Bo šlo? Bo šlo? Še. Jo, koliko je dolga. Tole je vse, kar povezuje avto s cesto in 4x tole to, kar imamo. Malo vas bom poskusil pripraviti tudi na vožnjo po drugi strani, ne? Tisti, ki mogoče še niste vešči. So neke tehnike, ki pomagajo to narediti, nekaj to je malo, včasih malo pozabiš. Skočiš v avto, na napačni strani imaš kar naenkrat volana, ne? Lahko je kakšna situacija, ki ne bi radi, da bi se zgodila. Seveda pa zastonj kosila ni. Popotniki bodo morali na poti posneti zanimive prispevke za vas, da boste imeli tudi vi kaj od tega. A kot je danes normalno, boste že pred samo končno montažo videli marsikaj zanimivega prek družabnih omrežij. Pričakujemo občutek za ustvarjanje zgodbe, za podajanje te zgodbe, predvsem prek Instagrama. To je v obliki statičnih slik in seveda tudi dobre storije, dinamične, premišljene storije, ne samo slučajno snemanje slik, fotografij in tako naprej, ampak storije, ki bodo dejansko sporočali zgodbo. Preseči čim več izzivov in se preizkusiti in tako bo imel tudi zmagovalec priložnost doživeti različne izkušnje. Med drugim bo naše pneumatiko lahko testiral tudi na dirkališču v Nürburgringu. Prav tako pa bo imel priložnost obiskati MotoGP, Le Mans ali pa Goodwood. In katere izzive so splanirali naši finalisti? Skalkati bomo šli s pedalom, šli bomo na bungee jumping, šli bomo derkati z snowbike. Načrtujemo safari z vodnimi skuterji. Moramo probati zapeljati ta avto na nemške avtoceste. Podmornica je na tem principu, da sprejemamo nove člane, se pravi, da se povezujemo z domačini. Mi imamo 4 članov, kot ostale ekipe, mi imamo tukaj še Dunčija, 5.
Rada bi že po poti v bistvu ustvarila dober kontent. 2 člana bi šla na balon, druge 2 bi pa v bistvu tekmovala proti balonu za javnim prevozom. Da se na vsakem območju, kjer smo, naučimo približno majčkeno tistega jezika, ki ga v državi govorijo. Škotska je res lepa dežela, je tak, ima dober karakter, velikokrat se spreminja, moody weather bi se reklo temu. Bi se izposodili tandem kolo in pa z njim prekolesarili 130 km. Dobili bojo lepo panoramsko sliko ob dramatičnem govorjenju, ki bo naprej jih spravila neko vod. Pol bojo pa videli, pol bomo vse porušili. So si dala za nek cilj, da recreatava eno sceno iz James Bonda, ko se po cesti pelje z Aston Martinom, sicer vidimo z Mercedesom. Jaz sem si zadala v bistvu to, da se povežemo, no? Da bo to neka taka lepa izkušnja, družinska. A to so bili zgolj načrti. 6 skupinam so se izjalovili, sito pa so predstavljali fotografija, in na televiziji, in pa dobro, še bolj pa pri social media, je to, da so stvari naravne. Veliko ljudi, ki prižgeš kamero, začne govoriti čisto drugače, kot govorijo, ko si v družbi. Ne, to jaz sem tak, kot sem. Zdaj, a me bo človek zaradi tega sprejel, me bo gledal, ne vem, ampak večja verjetnost pa je, da me bo, če ne bom fake. Vi boste morali na poti premagati svoj strah in iti do ljudi. Šele potem bodo dobre stvari. In prva stvar, kljubca, ki jo boste morali narediti, spregovoriti boste morali. Brez tega žal ne bo šlo. Če boste hoteli na Škotsko, boste morali govoriti. Priporočam, da vsako fotografijo opremite tudi z lokacijo, kje je. Sploh glede na to, da ste na road tripu iz čisto uporabnega stališča, da vam bodo ljudje lažje sledili. Koliko objav na dan? Ne pretirano, ne premalo. V vašem primeru, ki boste imeli zelo zanimive zgodbe, ki se vam bo non-stop nekaj dogajalo in tako naprej, je 3 do 5 objav na dan je čisto ok. Mišljeno kot story ali kot objava? Kot objava. Letos poteka 130 let od ustanovitve prve zračnice, to se pravi 130 let, odkar je gospod Dunlop na Škotskem. Takrat je bil Dunlop mečkam povezan z adrenalinom, športnostjo, njegov sin je bil najhitrejši na vasi. Potem so začele ure tiktakati, spominske kartice pa se polniti. Poglejmo si zmagovalca na tečaju #Dunlop Spirit. Zdaj! To je samo vozeči longboard level 4 avtonomne vožnje, kar pomeni, da voznik pri tej vožnji ne rad delati veliko. Še vedno pa se lahko pojavljajo razne težave, predvsem pri tem, da vozniki ne stojijo naravnost, kar sedaj poskuša naš testni voznik tudi doseči. Hočeš reči, da je longboard samovozen? Longboard je avtonomni, ja, tako. Ne pozabiti, rekordi so zato, da se jih izzove. Na Škotsko bo torej potovala ekipa Mal na zrak. Družbenim omrežjem dokaj znani študentje, ki na simpatičen vlogerski način predstavljajo lepote Slovenije. In kaj je najvažneje? Glede na to, da so takoj po zmagi v roke prijeli kamero, si lahko obetamo resnično dobre zgodbe. Saj kot so obljubili, mi gremo delati